Izraelski in libanonski uradniki se bodo v torek v Washingtonu sestali na 5. krogu neposrednih pogovorov, ki so osredotočeni na razorožitev Hezbolaha, umik izraelskih sil iz južnega Libanona in možnost normalizacije odnosov med državama. Toda za Iran to ni dovolj, saj želi izkoristiti Libanon kot vzvod v pogovorih z ZDA in opozarja, da bi lahko nadaljevanje izraelskih napadov in prisotnosti v južnem Libanonu povzročilo propad memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom. Izraelski napadi v Libanonu so se zdaj ustavili in večina ljudi se je vrnila v svoje domove. Te pogovore bomo uspešno zaključili tako, da bomo zagotovili ozemeljsko celovitost Libanona in nacionalno suverenost nad celotnim njegovim ozemljem. Tega ne bomo opustili, dokler ne dosežemo končnega izida. Libanonski predsednik Joseph Aoun, ki je bil v pogovoru s podpredsednikom J.D. Vanceom obveščen, da je Libanon del pogovorov med ZDA in Iranom, je v protestu dejal, da je tanka meja med pomočjo in vmešavanjem v notranje zadeve Libanona, ter poudaril, da nihče ne more pogajati v imenu Bejruta. Kar zadeva Hezbolah, je ta iranski medvedji objem prepotreben zagon. Pozivam libanonske oblasti, naj izkoristijo proces memoranduma o soglasju. Poglejte častne ljudi v Iranu. Pojdite in popravite svoj odnos z Iranom. Tudi Združene države Amerike urejajo svoj odnos z Iranom. Vse arabske države prilagajajo svoje odnose z Iranom. Kaj pa vi? To je vir moči za vas. Toda krepitev Hezbolaha je le del iranske strategije tukaj. Teheran si prav tako prizadeva uporabiti Libanon kot način, da razdeli Izrael in Združene države Amerike v upanju, da bo še bolj izoliral Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je dejal, da njegove sile ne bodo zapustile Libanona. To je sporna točka. Komu je to povedal? To je javno povedal v Izraelu. No, poslušamo, kaj pravijo, poglej. No. Kaj bi naredil, da bi zagotovil, da on ne? No? Ne bom ti povedal, kaj bom naredil, ampak če se reši, sem reševalec problemov. Probleme rešujem zelo hitro, tudi z Bibijem. Medtem naj bi Katar, poleg iranskega vmešavanja v Libanon, skušal vzpostaviti posredni kanal posredovanja med Izraelom in Hezbolahom, poleg izraelsko-libanonske pogajalske poti z odobritvijo Washingtona. Pobuda zdaj čaka na odziv Izraela. Kar zadeva Libanon, katerega suverenost se očitno krši ob sodelovanju z ZDA, je njegov zunanji minister praktično prosil arabske države, naj podprejo neodvisno pogajalsko pot med Izraelom in Libanonom ter jo ohranijo ločeno od tekočih pogovorov med ZDA in Iranom, pri čemer je dejal, da mora Libanon sam določiti svojo usodo, ne pa kdo drug. Bar je brnel naokoli.